stanje, razdejanje, ki so ga povzročile včerajšnje poplave, kakšna je vaša ocena škode oziroma kako vi vidite, kaj vse bo potrebno, da se nastala situacija samo? Jaz sem ravno prišla tudi s seje Sveta za nacionalno varnost, kjer je gospod Srečko Šestan, oba ministra za notranje in obrambne zadeve sta poročala takoj po terenu. Jaz sem se takoj po seji odpravila sem ob reko Savinjo, kjer je grozljivo seveda. Veste, ni isto, če to gledaš po družbenih omrežjih in filmčke, ko to vidiš realno na svoje oči. Zdaj vem in verjamem, da je to najhujša katastrofa od samostojnosti Slovenije naprej. Ampak, a veste, kaj mi je pa res prijetno povedati? Seveda najprej iskrena zahvala vojski, policiji, gasilcem, civilni zaščiti. Vse dela kot huda ura, predvsem pa ljudje pomagajo soljudem. To je pa tisto, kar meni napolni baterije, ko vidiš, kako okoliške ženske spečejo hrano za ljudi, ki so ostali brez vsega. Jaz sem bila ravnokar pri osnovni šoli Mozirje, kjer je pristal helikopter, ki je rešil otroka, starša, torej očeta in mamo, so jo prepeljali v šolo, kjer jih je že čakal topel obrok in vse, kar potrebujejo. Bila sem še v eni osnovni šoli, kjer so nastanjeni vsi iz enega kampa v Mozirju. Tako neskončno hvaležni so Sloveniji, vsem je odneslo avtomobile, avtodome, ampak dva človeka se je rešilo z drevesa. Otrok in mati sta bila rešena z roko od bagra, ki je iz vode ven potegnil. Vsi so se zahvalili Sloveniji za vse, kar smo naredili in na koncu jaz apeliram na vse, pomagajte sočloveku, pomagajte ljudem v stiski. Če ste iz krajev, kjer niso poplave in imate čas, pojdite pomagati. Ne seveda neorganizirano, vse preko civilne zaščite, neke stihije na koncu ne smemo pustiti. Morda je na mestu, da rečem še eno stvar. Ko bo voda odtekla, se bo prava obnova šele začela. Mi takrat ne smemo pozabiti na Slovenijo, na ljudi, ki so utrpeli škodo. In mislim, da je prav, da na tem mestu pozovem vse. Vem, da so taborniki in skavti že na pozor, čakajo. Kar neke take delovne akcije bo potrebno narediti, da se bo vsa ta škoda odpravila. Je ni mehanizacije na razpolago, ki bi lahko nadomestila na tisoče rok, ki bodo potrebne za obnovo. Ne smemo pozabiti na gospodarstvo, na šole, na socialne zavode. Na seji Sveta za nacionalno varnost sta bila in minister Mesec in minister Han. Vsak morata na svojem področju pogledati, kaj je potrebno postoriti. Tukaj smo zdaj pred tovarno, ki je popolnoma zalita. Jaz sem bila v notranjosti. 1700 ljudi je odvisnih od te tovarne, plus 1000 kooperantov, torej 2700 ljudi vse skupaj. Z obema direktorjema sem se pogovarjala. Veste, vsi smo zdaj polni entuzijazma, ja, žalostni, narava nam je pokazala zobe, ampak na koncu bodo ljudje, Slovenke in Slovenci, prebivalke in prebivalci vzeli lopate v roke in jaz verjamem v Slovenijo in na koncu samo rečem lahko hvala vsem, ki ste pomagali do sedaj in apeliram na vse, da pomagamo tudi naprej. Najlepša